Ljudje in ljudje, poslušate 75. epizodo oziroma 20. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, od bratrančevih otrok detki, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Jo. In moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat po dolgem času z gostom, pridružil se nam je namreč filozof, heglovec, esejist, prevajalec in pisatelj Mirt Komel. Pozdravljen, Mirt. Zdravo. Odkot se nam pa ti javljaš? Iz bodoče Evropske prestolnice kulture. Fancy. Skratka, imamo ambasadorja prestolnice kulture danes z nami, nič ni na ključje pri podcastu Obot. Miks sem to še mi povej za uvod, kako ti, kaj preživljaš ta čas karantene in vsega tega, a pišeš kaj lažje zaradi tega, bereš kaj lažje, filozofiraš kaj lažje? Časa je na pretek, tako da moram reči, da ne vem, nekako mi ustreza karantena, kar se tiče ustvarjalske živce. Pišem ko nor, pišem več kot ponavadi, pa že ponavadi bi pravil, da pišem preveč. Berem in seveda, da ostanemo na temi, gledam TV serije intravenozno, vsak vikend in delovni teden. No, take imamo najrajši, delovne in gledljive ljudi. Skratka, 75. epizoda je že 20. special iz karantene. Če ste matematiki, jaz nisem, ne bom poskušal. Zdaj že lahko zračunate, kje bomo prišli do točke, ko bo več specialov iz karantene kot rednih epizod. Ampak, kot rečeno, jaz tega ne bom poskušal, mogoče do naslednjič zračunam. Namenjen je našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo olajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci, zdravi, ljubljeni in na varnem. In vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti, oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi bomo končno govorili o nemški seriji Dark z Netflixa. Gre za prvo Netflixovo izvirno serijo v nemškem jeziku. Govorili bomo o vseh 3 sezonah, zato ste nas prosili, k temu ste nas pozivali, izseljevali ste nas in nam grozili, pošiljali belo snov po pošti, puščali konjske glave v posteli, okuženi lizali kljuke in razstrelili avtomobil ali dva in končno smo vam ustregli, ne ker bi se vas bali, ampak ker vas imamo radi. Samo naša ljubezen zahteva čas. Če torej serije še niste gledali ali pogledali do konca vseh 3 sezon, pa jo nameravate ali pa jo nameravate zaradi nas, potem za vas velja standardno opozorilo. Tudi ta epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi serijo prej pogledali, storite najprej to. Gre za 26 epizod, to je glik za en vikend in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Če ste serijo pogledali ali pa je niti ne nameravate pogledati, bi se pa kakšno uro kratkočasili, pa se nam pridružite na poti skozi čas in svetove. Maestro, eine kleine Nachtmusik. Živijo, mi smo se vmes malo zabavali, malo smo govorili v nemščini, ker to počnemo samo, ko smo dol z mikrofonov, oziroma ne v eter, ali kako bi temu rekli, eter, zdaj sem se spomnil tega radijskega izraza, skratka, zdaj smo v eter. Danes bomo govorili o Darku, res, nekateri ste nas res kar prosili za tole, spraševali, kdaj bo, kako bo. Tudi ne nazadnje smo to skoraj da morali storiti, glede na to, da je to serija, ki je dvignila kar nekaj prahu, serija, ki jo precej ljudje hvalijo povsod in zdaj smo tukaj, no skratka, ustvarjalca serije sta Baran Bo Odar, ne vem kaj je to za eno ime, skratka Baran Bo Odar in Jantje Frize.
ki sta prej sodelovala pri enem zanimivem filmu, ki sem zdaj le malo raziskoval o njima, Who Am I iz 2014. A je to slučajno kdo gledal? Ne. Naslov je skratka, nemški naslov je Who Am I? Kein System ist sicher. Tako da gre za tehno-thriller o neki hekerski skupini in v resnici, kar sem gledal, nima slabih ocen na pač vseh teh zadevah, ki podeljujejo ocene. In to je to. Jaz bom na tej točki pač zdaj pustil, da nekdo drug nekaj pove še o Darku. In sicer bomo poskušali en recap. Igor. Ja, Igor, seveda, Igor. Jaz imam super montažo za Igorja, tako začne, a veš, pol pa tako rečemo vsi 2 hours later, pa je tako konec sezone. Ne, mislim, se ne rabimo. Ja, se ne rabimo vse zgodbe povedati. Igor, poskusi, no, da te slišimo. O čem torej pripoveduje serija Dark za tiste, ki so nadaljevali s poslušanjem epizode, pa niso gledali? V bistvu je ena ljubezenska zgodba o enem fantu pa njegovi teti. Pa ni Game of Thrones. Skratka, dogaja se v enem majhnem mestecu, katerega najbolj posebna zadeva je, da imajo jedrsko elektrarno. In v 80-ih je tej jedrski elektrarni prišlo do nekega dogodka, v katerem je nastala neka snov in neka temna snov in hkrati se je odprl portal skozi čas. Dogajanje se začne 2019, kjer potem je en pogrešen fant v tistem kraju in potem še en fant izgine, ker gre skozi ta portal v 80-ta. Hkrati pa še en kup ljudi sem pa tja laufa in skratka ugotoviš pod tekom serije, da se dogodki dogajajo hkrati 2019, 86 in 53 in ljudje potujejo sem in tja in vplivajo na dogajanje cel cajt z željo, da bi preprečili, ampak v osnovi vse, kar naredijo, je bilo nekaj, kar se je vedno zgodilo, sprva tako kaže vsaj, da se ne bo dalo spremeniti, potem na neki točki se vseeno spremeni in glavna protagonista potem pač se izzrcali ta elefant Jonas in Marta, ki sta neke vrste Adam in Eva potem, zato ker sta skozi potovanje, skozi čas in med svetovi ustvarila celotno svojo dinastijo in tudi pač celo štalo naredila. Na koncu se pa izkaže, da obstaja še en tretji svet, v katerem lahko vse skupaj popraviš in to nas bolj pripelje do srečnega konca. Okay. Tako da, ja, recimo, dajmo to nekako imeti kot osnovo. Ja, mislim, sej tako kot ponavadi, sej to je samo nek začetek, kjer začnemo. Skratka, zdaj bi pa mogoče prvi krok naredili tako kot ponavadi, zakaj je to serija, ki jo je absolutno treba pogledati, oziroma kaj je bilo res dobrega na tej seriji, da si je zaslužila vse te nenazadnje kritiške zelo, zelo visoke ocene. Kaj je tisto posebnega, kar to serijo nekako dviga, mogoče tudi na druge ali kakorkoli, ali pa seveda, če se s tem ne strinjate, povejte drugače, pa mogoče seveda začnemo ponovadi z gostom, ne? Skratka, Mirt, zakaj si ti to pogledal od začetka do konca, kaj se ti je najbolj dopadlo v tej seriji in kaj misliš, da je pač res najboljša stvar ali pa da so najboljše stvari pri tej seriji, zaradi katere bi jo recimo jo priporočaš, ne vem, svojim kolegom? Mislim, da je ta serija me pritegnila zato, ker dovrši tisto, kar smo se naučili v slovenskem prevodu imenovati kvalitetna televizija. Se pravi, neka televizijska serija, ki angažira noter tako, da dobesedno terja, da ti participiraš miselno, duševno, emocionalno zraven. Drugače ne deluje. Dark ne moreš gledati preprosto tako, da ga gledaš. Pustiš, da se vrti in naj se odvija. Če zraven ne razmišljaš, ne deluje. Enostavno ne deluje. In ta interakcija, da ta serija terja tako interakcijo od tebe,
in tak angažma, da si res prisoten pri celem dogajanju in da poskušaš razvozlavati sproti in odvozlavati vse vozle, ki se zavozlavajo, mislim, da to je tisto, kar bi tudi zaradi česar bi priporočil to serijo vsem. Cool. Ja, tu se moram zelo strinjati, ker zelo čisto z enega obrtniškega stališča odlično pelje to na tisti meji, ko ne razloži preveč, pa ne razloži premalo. Ne vidiš recimo istih dogodkov iz 3 različnih perspektiv, ker že veš, ne rabiš istih stvari videti, hkrati pa ti večino informacij poda čisto pravi čas in se ne zgodijo stvari pač čist nekak deus ex machina, pač ono neočekivana sila, ko je se iznenada pojavljuje izpašava stvar. Zelo, zelo lepo se izogne takim stvarem, ki nimajo nekega smisla potem. In mislim, da je to prav mojstersko zgrajeno skupaj. Mito? Meni zraven vsega tega naštetega je predvsem ta zelo unikaten stil, ki je kot ata na mamo, da se tako izrazim, tej seriji pripet, ker je original. Serijo bi lahko najlažje opisal, ali pa ne vem, če bi nekdo X vprašal, je, da pač to je žajfenca našponana skozi time travel žanr do amena. Ne? To je dinastija vseh 1500 delov, strnjenih v 26 delov, filtrirano skozi odlično fotografijo in glasbo in zahteva od tebe, tako kot je Mirt rekel, eno tako zelo zanimivo in poglobljeno angažiranost. Mislim, predvsem meni je bila, ali pa ta vstopna točka, predvsem ta vizualni stil, ki se potem kao zraven tega še dodatno lepo pripoji vsej tej kompleksnosti pa žajfenci. Ker če gledaš zdaj tale, ne vem, rečemo temu zlata doba televizije, pik televizije, je potem ta podžanr žajfence, ki se vleče rečemo od sredine 70-ih, z vsemi temi Santa Barbarami, pa ne vem, Sever, Jug in dinastijami pa tako naprej, da je pač ta osnovni izhodišni koncept zasoljen z res hardcore sci-fi elementom, da je to nekaj zelo, zelo unikatnega, pa zelo unikatno narejeno. Fino. Ja, predvsem to, jaz moram tudi reči, da se strinjam s vsemi vami, itak smo to ugotavljali že več čas, da je to res serija, ki ima ta nek pridih evropskosti, bi jaz temu rekel. Skratka, to je serija, ki ne pomaga kaj dosti, včasih kar niti ne pomaga kaj dosti gledalcev, skuša kar pač vrže ga v ta svet. Podobno lahko rečemo sicer kot recimo kakšen Game of Thrones ali pa Expanse ali pa kakorkoli vržete noter, nič ti ne pojasnjuje in ničesar ti ne olajša. Sicer je to meni, tu je mogoče ena prva stvar, ki bom jaz že kar omenil, meni mogoče včasih malo me zmotil, ker se mi zdi, da je to res serija, ki je strukturno toliko sestavljena. To je pač serija, ki je vsaj približno neko štorijo in vse, kako se bojo stvari premikale, so morali imeti od začetka. In to je res serija, ki se je odločila, da bojo pač posneli 3 sezone in da je to to. Da ne bojo pač, če bojo zdaj 3 sezone uspešne, naredili še 4., 5. pa 6. Ampak so res naštudirali začetek in konec in itak začetek je konec in konec je začetek, kot je eden izmed teh slavnih citatov iz te serije. Pač strukturno se je ful našponal, ampak drugo, kar mogoče mene malo je zmotilo, oziroma kar je pa ta druga plat evropskosti, ki pa se meni zdela včasih že malo pretiravanje, je pa to, da ti nikoli kot gledalec imel zelo malo pomoči. Pomoči v smislu nekih narativnih točk, kjer bi se ti lahko za trenutek spočil, analiziral, kaj se je vse prej zgodilo in kjer bi ti lahko lažje povezal neke stvari. Ja, super, pač vsaka svoja
vsaka časovna letnica, no, vsaka letnica, vsaka časovna točka, v kateri se premaknejo, ima nek svoj vizualno podobo. Ne? In tudi svetova ima ta svoje vizualne podobe, pač svoje barve, tam je unrudnik takšen, tam je nek stol pred njim, tam ni in tako naprej. Ti si z lahkoto gotovo, v katerem času se nekaj dogaja, ampak včasih, jaz vse v začetku, v prvi sezoni se spomnim, sem imel velike težave s tem, da sem pogruntal, kdo je kdo. Ker preprosto ti si moraš zapomniti 15 ljudi in v 3 različnih časovnih obdobjih, ne? Kot otroke, kot odrasle in včasih še kot stare. In to je bilo včasih preprosto težko in jaz sem šele v drugi sezoni, je pa sicer res, da tudi odvisno, kako ste to gledali. Ne? Jaz sem pač imel to neumnost naredil, da sem prvo sezono pogledal, pol pa nisem druge pa tretje sproti, ampak sem zdaj le šele na koncu pogledal drugo in tretjo in sem moral, ko sem gledal recap prve, sem še le v drugi sezoni se mi je res zdelo, da vem, kdo je kdo. No? Da vem, zdaj sem pa zikar, ta je una, ki je una, pa je povezana z unim. To mi je bilo mogoče malo ta neka evropskost, ampak se mi zdi, kar sem hotel tle zdaj ful predolg povedati, je to, da obstaja neka razlika med ameriškim načinom delanja serije ali pa filma ali pa česarkoli, umetnosti in med evropskim. In da je to mogoče tisto, kar so plusi tukaj, je ta evropski način delanja serije, ali se ne strinjate z mano? Če smem, jaz bi tako rekel, jaz bi mogoče malo drugače to formuliral, ne, da pač ta serija od tebe zahteva res namah ruker, da vmes pauziranje med sezonami, kot je bilo pri meni, ne, ker sem pač sezono pogledal takoj, ko je prišla ven, in jaz sem pač 3. sezono pogledal, torej junija, če se ne motim, maja, ne. Čas, ki je vmes med sezonami, škodi, ne dela tebi v prid in je v bistvu serija ravno zaradi tega sodobno naravnana oziroma naravnana na sodobnega konzumenta TV vsebin, ki pričakuje, da je od prvega dela do zadnjega dela, do 26. Naredil celoten legwork sam. Torej, da si ne vzame tega časa, da niti ne spremlja sproti. Ta serija ne želi, da ti spremljaš, pa si vzameš čas sproti, ampak da jo spremljaš na mah naenkrat, ne, da jo kot eno celoto povzameš. Meni se to zdi, da je ta neki sodobni pristop do tega, ne, da to želijo avtorji od tebe, da se posvetiš popolnoma zgolj temu. Mislim, da je tu razlika pri temu, da je plot driven. Zato, ker imaš ti kompleksno strukturo zgodbe, ki se ti izrisuje in moraš se odcajt paziti na to. Medtem ko pri serijah, kjer pa še imeti malo prediha, recimo, ko smo imeli Lovecraft Country, pa je vsak del celota zase na nek način, je v drugem žanru in ima neko drugo družbeno sporočilo ponavadi in je to nekaj, kar je fajn, da ti imaš par dni časa vmes, da reflektiraš na tem. Medtem ko serije, kot je Dark, pa so namenjene temu, da jaz sem binžno bolj ali manj, par tednov sem rabo, ker pač life, ampak mi je dost lažje bilo, ampak tudi kljub temu, da sem tak gledal, sem imel iste težave kot Aljoša, sploh zato, ker sem si v glavo vtepel, da je nekdo not Patricija in nikoli nisem vedel kdo, ker ni nikogar, ki bi mu bila Patricija. Ampak se zgodi. To je pol si imel kako se temu reče, Mandela efekt? Mislim, da je. Nekaj takega, ne? Ja. No, okej. Ne, tudi jaz se ne spomnim nobene Patricije, Igor, ne vem. Mje se ni, vem. Tukaj je mogoče, pardon, samo to še bi dodal, tukaj je mogoče res ena ta razlika v teh serijah, kot naprimer Mandalorian, ne, ali pa neke take bolj popularne, ki pridejo tedensko ven, ker one serije te skušajo še prodati nekaj več. Rečemo Groguja, ali pa neke plakate, ali pa neke levo desno. Dark se s tem ne ukvarja. Dark je zelo hermetičen, ne? Je zelo vase zaprt in vase zagledana zadeva, ki želi zgolj tvojo pozornost. Ne rabi tvojega keša, to mu je že Netflix dal, ne? A veš, tako. Ampak jaz bi imel majhnega Jonasa v rumenem plaščku. Jaz bi imel tisti rumen dežni plašč, ne, sem prav gledal. Super zgledajo. A ni to isti dežni plašč, ki je bil v It?
Ima žutega, Ja, zelo tam, ne, rdečega. Ja, pa Unbreakable, ne, vse ima zgodovino. Točno, ja. Best action hero. Unbreakable, super, ja. Hotel sem glede tega, da bi se strinjal, da je evropska od glave do peta, ampak še bolj natančno kulturno-geografsko locirano, zelo je nemško. No? Mislim, prej smo se hecali, imaš te nemškosti, ampak mislim, da je nemška skozi in skozi in po filozofskih referencah, ki jih uporablja od Hegla do Nietzscheja, Heideggera in tako naprej, ko gre za pač prespraševanje samega koncepta časa, do dizajna in tudi do tega, česa se ogne. Ne? Zelo zanimivo je recimo, mogoče to kasneje, ne? Ampak način, kako potujemo skozi čas, skozi celo pravzaprav 20. stoletje in delamo v 19. pa delamo 21. Ampak zelo se ogne tistemu najbolj krucialni travmi cele nemške zgodovine, kar je druga svetovna vojna, nacionalsocialistični režim, koncentracijska taborišča in tako naprej. Ne? Gre pa na čist drugo travmo, gre na vprašanje nuklearke in atomske energije, ne, in kaj vse to prinaša zraven. Ne. Ampak mogoče to za kasneje, ta odnos do gledalca, mal je tako motherfuckerska serija v smislu, lej, taka sem, ne, taka sem, glej me, če ti niso všeč, pač ne gledati. Ne ukvarja se z našimi občutki, ali pa z našimi mnenji, ali pa z našim dostopom do tega in hoče, ja, to popolno involviranost noter, ampak mislim, da vendarle je na nek način, mogoče ne user-friendly, ampak European user-friendly, ker predpostavlja v bistvu nekega omikanega, izobraženega državljana Evropske unije, da tako rečem. No, mislim, predpostavlja neko minimalno, da rečem tako, gimnazijsko izobrazbo. Ne? Neke osnove moraš že imeti za to, da se ne zdaj izgubljaš v tistih citatih, ki niso tako zelo deep, kot mogoče Američani, ko gledajo in izpostavljajo Prometeja, veš, mislim, the beginning is the end and the end is the beginning. Ja, okej, ne, mislim, to ni jako modro, to je, kako bi rekel, story-driven statement, ne. Tisto, kar pa nam daje, ne, mislim, moja izkušnja je bila, jaz sem gledal na razmiku enega leta in si ponovil gledanje pred novo sezono, pred je prišla ven. S tem, da je tretja sezona prišla dobro na srečo sredi poletja, ampak sredi te pandemije, ki terja do človeka kar en kos možganov, ne, tako da mogoče bi bilo za pogledati še enkrat, ampak mislim, da pa lepo stopnjuje, ne, da se tako izrazim, stopnjuje kompleksnost. Ne. Da na začetku neke zelo osnovne, en mulj zgine, ga najdejo mrtvega v drugem časovnem pasu, drugi mulj zgine, ugotovimo potem, da je to oče od protagonista, ki hoče rešiti in svojega malega prijatelja, za katerega izkaže, da je njegov lasten oče. Ne? In ti postopoma gradi potem na tem osnovnem elementu celo to strukturo, kjer potem iz konca nazaj gledano vidimo, kako se dobesedno to družinsko drevo, ne, Dark Family Tree, ne, in potem imate vse te razne vizualije, ki smo se jih zdaj pošiljali pred to dajo, ker se mi zdi, da rabiš vizualizirano to družinsko drevo, ki se dobesedno autogenerira pred našimi očmi. Ne? Zdi se, kot da imamo opravka z krajem, v katerem imamo te 3-4 glavne družine, ki nekako se potem začnejo potovati skozi čas, ampak tisto, kar je, mislim, eden izmed bistvenih elementov, je ta grško-mitološki moment autogeneze teh družinskih dreves. Res je, ravno tle smo zdaj, pač tukaj imamo se kar veliko za pogovarjati, ne, in veliko stvari postavi na svoje mesto ali pa svoje. Eden od njih je seveda ta paradoks, detkov paradoks, ne, grandfather paradoks, ki pa ga malo brne na glavo, ne, ker preprosto ga ne potrdi, mislim, nikjer ne gre za to, da pač, če bi on zdaj ubil detka, ne more ga ubiti, ne, to je malo na glavo, bolje postavljeno to, ne, tako kot je Mirt rekel, da so nekatere stvari imajo svoj začetek v prihodnosti, ne, in da je šele s tem, ko je nekdo iz prihodnosti prišel in vplival, je seveda naredil vpliv, ki je potem vplival na nadaljni potek vsega tega, ne, tako un tip napiše knjigo, oziroma dobi knjigo, še preden jo je napisal, čeprav je seveda napisal on, ampak zdaj, ko je dobil, je seveda ne rabi napisati, ker je že dobil, ne. Tako da to se mi zdi.
Ja, to se mi zdi tako še kar briljantno, po moje, za vse, ki trenutno pišejo doktorate. Če vsi želijo, da bi kdo izumil potovanje skozi čas in jim ga prinesel, seveda njihovega lastnega, na katerem so trdo delali in ga ful dobro napisali, ampak bi bilo vseeno lažje. Ja, ena je stvar determinizem, ne? O njem smo se pogovarjali pri Deus, o njem smo se pogovarjali še nekje, pa se zdaj ne spomnim, še nekje je bila stvar determinizma. Terminator. Pri Terminatorju mogoče, a je bil to deep, da smo uporabili spet zložno besedo determinizem. No, kakorkoli že, pač tukaj pač se tako lotijo tega, ne, skratka, da ti ne moreš ničesar spremeniti, to je Igor že nekaj nakazal, razen v tistem momentu tik pred to katastrofo, se pravi eksplozijo, implozijo, karkoli se pač zgodi s to črno materijo, s črno luknjo, tam je neki sekund ali minut ali kakorkoli že pojasnijo, ko se lahko nekaj spremeni in tam tudi vidimo 3 različne nekak verzije dogodkov. Drugače pa ne moreš, ne? Jonas se skuša obesiti, pa ga pride Bartoš ali kdo ga reši? Noa ga reši, točno. Noa ga reši, potem pa se ne more ustreliti, ker preprosto pištola zataji ko se hoče ustreliti, ne? Kar bi sicer Noah se lahko naučil tisti trenutek, da bo pol tudi, ko bo on skušal Adama ubiti, da ga ne bo mogel, ne? Ampak pustimo zdaj to, kaj se kdo hoče naučiti. Ne? Skratka, determinizem je do te mere, da je skratka to neka zaprta struktura, v kateri ti ne moreš ničesar več spremeniti. Pač vse se zgodi točno tako, kot se je zgodilo, kar je seveda z nekega točke prihodnosti logično, ne? Če lahko spet uletem. Ja, seveda. Ti si dežuren filozof tle, zdaj mi za vsemi temi vprašanji letijo nate. Še nikoli nisem tako rade volje dežural. Sploh v takih urah. Glede tega je zanimivo, ker je malo tudi, kako bi rekel, starostno pogojeno. Zelo zanimivo je vedeti, kaj, da mlajši liki se upirajo temu determinizmu, se upirajo usodi, se upirajo do prejšnji zgodovinski danosti in svojimi upori proizvajajo natanko nasprotje tega, kar želijo, se pravi to, da se zgodovina izpolni. Njihovi stari selfi, to je najbolj očitno, to recimo, če vzamemo malo preprosto Jonasa pa Adama, ne, ki je Jonas na stara leta, stari konzervativni Jonas, ki se pa morajo jako potruditi za to, da bo stvari odvile tako, kot se. Zdi se, da imamo pravka z istim procesom, ampak jaz mislim, da je pozicija, na katerih ta dva stojita, sta popolnoma različna. Kako bi rekel, njihova svoboda je različna. Jonasova svoboda je svoboda upora, ki ugotovi, da se bo potem stvar vedno iztekla na isti način in da je njegov upor samo prispevek k temu, da se bo stvari iztekla na isti način. Stari Adam, ko pa intervenira, poskuša preprečiti, da bi se stvari zgodile drugače, zato da bi se zgodilo isto. Ergo, obstaja možnost, da stvari bi lahko bile tudi drugačne. In obstaja vsaj en lik, ta bi bila, mislim, zdaj v pripravah, na to sem še enkrat v pogledu prebral par stvari, ki so bile zapisane na neki YouTube prispevku, in bi se strigli s tistimi, ki zagovarjajo, da obstaja vsaj en agens v celi Dark seriji, ki je svoboden, in to je Claudia. Claudia je pravzaprav edini svoboden lik, kar se izkaže, da pravzaprav imamo v prvi / drugi sezoni imamo Jonas versus Adam, potem imamo Adam versus Claudia, ta najbolj makro šahovski špil Darka. V zadnji sezoni imamo Adam versus Eva, en svet versus drugemu, kjer pa Claudia se znova pojavi kot tista, ki igra šah z obema. In poskuša izkoristiti ta loophole, ne vem, kako obstaja dober slovenski prevod, malo sem začikal zabavo, kako bi to prevedel. Pa je, mislim, da je zgolj časovna zanka, ne vem, če imamo kaj boljšega od tega. Imam jaz predlog uradno prvič v javnosti za vse bodoče knjižne in TV prevode, vozeluknja. The best. No, to imamo najrajši, bomo dali v naš slovarček. Vozluknja je loophole, ok? Vozluknja v Darku je točka, ki jo Claudia nagrunta, da je to točka, kjer lahko Adamu in Evi pove, da obstaja način, kako se postaviti na stališče tega tretjega sveta, ki je
izvorni svet, pravi svet, iz katerega se razcepita Adamov in Evin svet v Darku, ki se potem ponavljata v obliki osmice, medtem ko tisti izvorni svet paralelno zgine in hkrati še vedno obstaja. In ko ona dva posežeta v ta izvorni svet, pravzaprav tle ta moment svobode, ne, izničita obe verziji sveta v neeksistenco. Ne. In to je tudi z njunega stališča, mislim, da ne vržeta v eni izmed njunih teh žajfenskih refleksij, ne vržeta to, da je prehod v neeksistenco edina osvoboditev, ki je možna za njih. Ne. No, super, jaz mislim, da je Mirt pojasnil, Dark, sploh. Lahko zapremo štacuno, to je to. Ne, super, ja, to, the best, dajmo se pogovarjati, dajmo odkrivati reči, to se mi je zdelo super, jaz sem mal na Klaudijo, sem pa res skozi mal pozabljen, ker v resnici sploh ne vem, kaj je hotla, pa kaj je počela, oziroma si mislim, ampak nekako so stvari predvsej nejasne. Jaz sem hotel na tej točki reči samo tole še, da da bi mogoče, ja, glede vse teh referenc, no, to sem hotel še reči, da mogoče zmečemo to vse ven, zdaj si omenil ti grške reference, seveda ne, veliko je to tudi v zapiskih si zapisal, mislim, da ti Mir tole pač igro, ne, ki jo igra kaj druga Marta. Verzija Marte, ne, skratka pač Marta z drugega sveta, no, kot Eva ali karkoli, ki igra to Ariadnino, potem imamo seveda ful bibličnih referenc, kar je logično, ne, Adam in Eva. Veliko referenc, vsaj v drugi sezoni se začne pojavljati na Matrico, jaz sem to nekako pač tako, se mi je zdelo prav res smešno. Čist v prvem delu je že Matrica, sej, ko on reče Glitch in the Matrix, je v prvem delu in potem se to večkrat ponovi prav ta fraza. Ja, prav za déjà vu, ne, pač, kar so tudi pač v Matrici. Ja, poleg tega, da seveda Adam na neki točki njemu točno poda to izbiro, ki jo arhitekt poda Neotu, ne, skratka, ali rešiš njo in pogubiš svet, ali pa mora ona umreti za to, da bo Zion, oziroma da bojo pač ti ljudje po apokalipsi iz tega bunkerja pač prišli in preživeli ali ne vem kaj. Skratka, to neko podobno, zelo podobno foro. Jaz sem še kakšno referenco zgrešil, vizualno kakšno mito. Ne, to je pokrito. Mislim, imam ene par Star Trek referenc, oziroma eno full hudo, ampak tisto pač šparam za svoj kotiček. Ne, meni... Zdaj, onkraj teh referenc, meni je ta, mislim, da sem enkrat v naši debati zelo cinično pribil, kaj meni ta grand koncept ali pa dizajn Darka nekako nagovarja, ne? Da je v bistvu to da je Dark samo evropsko preizpraševanje svojih protofašističnih ali pa protohistoričnih korenin, ne? Ker veš, vsi ti liki so tako zaljubljeni ali pa tako pognani v svoje izvore, veš, iskanje svojih originov, ne? Kljub temu, da je zelo hermetično, ful zaprto v to zanko, oziroma kako smo rekli, v ta loophole, ne? Da imam nekako kljub temu, da umanjka glavna travma nemška, ne, da v bistvu je pa vseeno neka geneza tu posredi, ne, s tem iskanjem, ne, z tem obsesivnim reševanjem lastne preteklosti, ne, ki pa seveda generira zopet nove probleme v prihodnosti in seveda zopet nazaj. Ne. Tako da meni je to na neki točki, ko sem se že zgubljal v vseh teh nitkah pa družinskih deblih, zgledalo kot neka blodnjava evropske zgodovine, ki potem vedno generira neko grozo, neko apokalipso, ne. Vedno je v središču okrog tega, ne. In mi je bilo, napomni je to, ja, kot geneza fašizma, no, ne vem, a veš, ampak to je zdaj tako full huda beseda, kot nek naslov Daily Beasta ali nekaj tazga, ampak tak en zelo, rečemo, diletantski filozofski pristop do tega, kako bi lahko serijo na hitro pogledal. Ena stvar je tukaj, ki se navezuje na to, in sicer jaz sem gledal veliko raznih nemških filmov in filmi praviloma prikazujejo družbo kot je. In v tej družbi so vedno zelo različni ljudje. Ti imaš ogromno
imigrantov v Nemčiji in v vsakem filmu imaš ti notlike, ki so Turki, ki so Libanonci, ki so temnopolti, ki so Srbi. Res, ogromno. In to moram reči, da je edini nemški film oziroma pač serija, kjer ni niti enega not. In najprej sem se spraševal, zakaj, ampak pol postane kar obvez, zato ker kakšnekoli druge rase bi v tole zanko not vpletel, bi se potem izstopale, bi bilo dosti bolj očitno. Ampak hkrati pa to posledično ne prikazuje resničnega življenja. Ne? Vsaj v konc 20. stoletja in začetek 21. Ja. Razen če vzameš to mojo tezo, ne, da v bistvu generira belo Evropo, veš. Jaz mislim, da diagnoza je pravilna in to, da umanjka ta del najbolj traumatičen in odkrito fašističen del nemške zgodovine, v tem je indic tega, da je tukaj nekaj tega na delu. Ne, tako kot pravi stara žižko-skolakanovska mantra, ne, označevalec manjka manjko označevalca je tudi označevalec manjka. Ne. To, kar tukaj umanjka, še posebej v takem časovnem razponu, ne, s katerim operira Dark, ne, in to, da ni vmes se zgodila druga svetovna vojna, ne, je pomenljivo. Ne. In tudi to, da se potem autogenerira ta rodbina, ne, tako rekoč se sama potegne kot baron Munchausen za lase gor, recimo za primer, imamo tukaj odprto to družinsko drevo in lahko vidite povezave, ampak eden izmed teh najbolj očitnih, Elizabeth, ne, ki je hči od Charlotte in Petra, potuje skozi čas, ima z Noahom hči, ki jo da Tannhausu, temu, ki izumi časovni stroj, in ta hči bo potem rodila Charlotte. Se pravi, ona je sama sebi lastna babica. Tako rekoč, še en primer te autogeneracije, kot poprej Aljoša, ki si omenil knjigo od tega Tannhausna, ki jo dobi že napisano. Ne? Sama sebe se knjiga napiše, sama sebe se Elizabeth tako rekoč porodi. Ne? In to je, v bistvu, če vzamemo in malo parodiramo, ko bi rekel, fašizem na slovenskem, ne? Kaj se zgodi, ko slovenski fašist gre gledati v zgodovino, ne, slovansko recimo temu, ne, kaj bo našel tam na začetku, je seveda Slovenca, samega sebe, ne. Sam sebe se bo rodil skozi to iskanje svojih izvorov, ne. Nice. No, naša bo Veneta, jasno postaviti stvari, sicer pa čakamo še vedno na tisto prilogo demokracije, ki nam bo vse pojasnila, celo družinsko drevo Slovencev, tako da... nazaj. En joke se mi je porodil, kaj reče Venec Slovano? I am your father, veš. Loka. Ja. Igor, ti si pripravil celo, domnevam, da si to bil ti, no, zdaj smo celo malo več pisali po scenariju, celo vrsto vsega teh filmov in serij, ki se poigravajo s časom oziroma potovanjem s časom. A je kaj primerljivega Darku? Ta determinizem je najbolj očiten v Looperju, časovna zanka, to je Gordon Levitt pa Bruce Willis, pa v 12 opicah, kjer je spet Bruce Willis. Tako da izven del Brucea Willisa pa nikaj dosti. Looper se, pri čemer sta oba filma zanimiva iz tega stališča, ker se gre za cikl, ki se zaključi, torej v 12 opicah glavni junak kot otrok vidi, kako bo on umrl v prihodnosti, ko bo potoval skozi čas, in v Looperju podobno on s tem, ko proba ustaviti vzpon tega morilca, ga ustvari. Ne? Ampak oba filma se končata s tem, da Bruce Willis umre, ampak dejansko reši zadevo. Tam na koncu 12 opic vidimo, da je tale znanstvenica, ki je njega pošiljala na letalu z tem, ko hoče svet uničiti, in isto v Looperju vidimo, da
dejansko Emily Blunt preživi in torej mogoče njen sin ne bo postal psihopat, ki bi time travel uporabljal za to, da ubija ljudi. Podobno tudi Terminator, kjer kao prihodnost ni napisana, čeprav pol z naslednjimi filmi so to pač malo čudno naredili vse skupaj, predvsem nekonsistentno in tudi nesmiselno, ampak ta prvi pa drugi film sta imela neko to idejo, da lahko spremeniš prihodnost, čeprav prihodnost ustvarja preteklost. Tako da nekako to. Ne vem, se še vi spomnite katerih podobnih filmov? Mogoče, če ste gledali ta novo Nolana Tenet, mislim, da je, če povzamem oni glas iz Honest trailerjev, mislim, this is not Christopher Nolan at his best, but it's Christopher Nolan at his most. Ni najboljši Nolanov film, je pa najbolj Nolanov film v temu, da kar se tiče igranja s časom, res noro vizuelno prikaže to, kar je premisa vseh teh filmov, vključno z Darkom. In to je ta tudi filozofsko zanimiv obrat. Ko mi razmišljamo zgodovinsko, razmišljamo v fizikalnih kategorijah vzroka in učinka, izvorov in posledic in tako naprej, in to, da gre časovno linearno v eno smer. Ko gre za vplivanje, time travel, pač potovanje skozi čas in vplivanje prihodnosti v preteklost, pa se ta veriga pravzaprav obrne. Ampak mi imamo vedno in v Terminatorju in v Darku in v drugih filmih preskok. Vedno nekdo skoči nazaj in potem se priključi nazaj v ta čas in vpliva linearno skupaj s tem časom. Tenet pa ima zelo zanimivo premiso, da imaš lik, ki dobesedno se obrne in hodi skozi čas po nazaj. Če ste gledali vizualno, kako je to prikazano in premisa, kaj pomeni premisa za potem dogajanje noter, to je noro, to je čisti mindfuck ta film, da ga poskušaš zaštekati v vsakem koraku, pravzaprav kaj dela protagonist, ko hodi proti toku časa in vpliva, ne samo da obrača vzroki posledico po nazaj, ampak tudi obrača celo časovni tok nazaj. In zato ima tiste vse zelo lepa metafora, kot dva tokova. Več kot je učinkov iz prihodnosti nazaj v preteklost, bolj se obrača čas in grozi, da bo preteklost uničena, tako kot preteklosti grozi, tako kot nam v sedajnosti, da nam bo prihodnost uničena. Ima zelo močno ekološko noto tudi film glede tega. Češ prihodni rodovi hočejo preprečiti ekološko katastrofo, ki jo mi nismo zmožni preprečiti, in zato bojo žrtvovali preteklost na isti način, kot mi žrtvujemo prihodnost. In je ta boj pretekle naše sedanje generacije z prihodnjo potem v tem časovnem dribljenju gor in dol po času. Ja, drugače je tako, jaz sem zdaj malo tudi, ker sem bral neke kritike Darka in tako, vsi hvalijo tudi kar precej serijo 12 Monkeys, skratka tudi serija potem obstaja 12 opic, ki ne bi bila celo boljša od filma, oziroma ne bi bila zgodba boljša, ampak so jo pa dokaj hitro ukinili, kolikor se jaz spomnim, oziroma mislim, da ni se speljala do konca, ampak so nekje v drugi ali tretji sezoni mogli pač zaključiti, ker se je pač ukinila, tako da ne vem, mogoče bo treba čekirati tudi to. No, zdaj bom jaz mogoče kar začel z nekaj temi negativnostmi, stvarmi, ki pa meni niso bile. Kolega Aljoša, jaz bi nekaj tu spostavil kot ena... ker pač v vseh teh time travel konceptih, ki jih imamo, nekaj štrli ven, da pač to sem vam že v chatu rekel, bodite pripravljeni na to vprašanje, ker po fiziki gledano, se pač time travel, ko ti vstopiš nazaj, proizvaja druge resničnosti. Zdaj Dark to nekako izpostavi, ampak rečemo Back to the Future 2 pokaže, rečemo, na nek koncept, ko ti vstopiš, pa začneš nekaj spreminjati, generiraš druge zadeve. Sporedna vesolja. To je pač kvantna mehanika. Zdaj, Dark se s tem ne ukvarja, direktno. Dark tudi ni ga, kako ne rečem, matematično, fizikalno, zgolj obstransko se po robovih dotika tega mehanizacije, tega elementa, torej vseh teh rovov, pa črnih lukenj, pa ne vem kaj noter. Samo zgolj podajo ga kot
orodje za pripovedovanje zgodbe. Ne? Ampak je pa razlika, ne? A veš, kako naj temu rečem? A sem se samo hotel v loophole, mogoče. Ja. Ne, meni se zdi, da v bistvu v teh time travel zadevah smo vsaj do Teneta imeli dve varianti. Ne? Ali greš nazaj, nekaj poštimaš, pa živiš isto, bolj ali manj isto življenje, kot si ga poprej, ali pa generiraš alternativno resničnost. Ne? In mislim, da Dark tukaj potrjuje to fikcijo, ki je ločena od matematične fizike, ne, naše realnosti, ki pač vemo, da generira alternativne resničnosti. Ne, torej vemo, da bi potovanje v preteklost generiralo alternative, ampak generira pač literarno fikcijo. Ne, a veš, ker pač vsak izlet v prihodnost ali pa v preteklost, predvsem v preteklost, potrjuje originalno izhodišče. Ne? Am I making any sense? Ja, ne. Ampak vse to vrstnih zgodb del je bilo že ful prej. Kar je tukaj, recimo ena najbolj znanih zgodb je By His Own Bootstraps, zdaj se ne spomnim točno avtorja, kjer je pač cela zgodba, da junaku pomagajo razni ljudje, za katere potem ugotovi on, da so bili on sam. Ampak kar je tukaj drugače, je to, da upelje to tretje vesolje naše, ki se razcepi na tista dva, ki sta potem prepletena. In to se mi je zdelo zelo nepričakovano in sveže. Zdi se mi, ker Dark ima eno zakonitost, teh 33 let. Ta zanka, oziroma ta možnost, da zgolj greš 33 let naprej ali pa nazaj, pa magari to podvajaš ali pa potrujiš, ampak da veš, ni zdaj Adam, naprimer, toliko sposoben skočiti vmes, pa mogoče tam kaj mešetariti, ali pa Marta, da vmes kaj drugega mešetari. Da so res, a veš, da so zgolj Marta iz drugega sveta, oziroma Eva ima tisti okrogu time travel, ne, tisti advance, s tistim se da preskočiti 33-letno. Je izjema, je ne uporabijo, to je res, je ne uporabijo dosti, da bi zdaj, kako bi rekel, da bi drugi svet mešetaril s prvemu, s to tehnološko prednostjo take time mašine, ampak je. Ja, ok. Ponižno mojo tezo umikam. Drugače pač zelo preprosto, se pač ta determinizem ne omogoča pač vzporednih vesolij in to je to. Pač, če se vse stvari zgodijo samo na en način, se zmeraj zgodijo na en način. Razen seveda v tistem trenutku eksplozije. Tam se zgodi, da pač enkrat Marta ustreli Jonas, pa zbeži, enkrat ni nobene Marte in gre, enkrat pride druga Marta enkrat ga Adam odpelje, skratka tam v tistem momentu, v tisti hiši so mislim, da ene 3 ali 4 različice. Pa tudi tisto ne spremeni kaj dost. Se na koncu morata iti nazaj, uničiti to izvorno vesolje, ravno zaradi tega, ker pač ne glede na to, kaj naredijo, ne naredijo pač spremembe oziroma Ja, to je po mojem najbolj zanimiva točka, točno ta vozeluknja, kjer naj bi bila sprememba možna. Ker, ko rečeno, jaz se strinjam s tistimi interpreti, ki trdijo, da Klaudija je edina, ki je pogruntala, kako narediti razliko. In to je, da v tistem vozluknji spravi Adama in Evo do točke, da se vrneta v izvorni svet in da gresta na tisto časovno točko, ki je razlog, zakaj se časovni stroj sploh izumi. In to je smrt od Tannhausa, sina. Pa žene in njunega otroka. In v tem se potrdi Dark, mogoče bolj kot potovanje skozi čas, se potrdi kot, vi bi rekli, žajfenca. Jaz imam mogoče malo boljše mnenje o romantičnih dramah. To ni slabšalno. No, vem, ampak za me je. Okay. Ta emocionalni motiv za izum časovnega stroja je mogoče tudi malo odgovor na to vprašanje, da v ozadju celega potovanja skozi čas in celotno mehaniko, fiziko, ki stoji zraven, je vendarle neko človeško čustvo. Tudi
ko bi rekel, tudi celo znanstveniki so emocionalna bitja in to Dark potrdi z točno to tezo. Če mu ne bi umankala, če ne bi doživel to smrt v družini, prometno nesrečo svojega sina, bi ne izumil časovnega stroja, s katerim je hotel preprečiti natanko to smrt. Kaj se zgodi? Natanko to, da izumi časovni stroj, s tem po dolgih 3 sezonah prepreči smrt svojega sina in hkrati izum časovnega stroja, kjer se potem stvar sama ukine. In mislim, da to, kar dela 3. sezona, kar je zelo težko narediti, ampak če prve 2 sezone prikazuje, kako se celotno družinsko drevo in ta svet Windena autogenerira, poskuša 3. sezona dekonstruirati nazaj do tiste točke, kjer potem imamo opravke samo z tem izvornim svetom, brez teh 2 alternativnih realnosti. Ne? In tisti zanimiv kratek prizor, nekaj škoda, da je tako kratek, ampak kaj nam pove tisti kratek prizor, da nam samo tiste like, ki niso bili autogenerirani. Se pravi, izvorne prebivalce Windena brez časovnega stroja in vseh teh vozlov, ki so jih proizvedli. Ne? Nice. Kjer se bo pa znova rodil Jonas. Kjer se bo pa znova rodil Jonas in to je že mogoče ta cliffhanger za season 4, če jih bo. Upam, da ne bojo padli v skušnjavo. No, upam, da ne bodo padli v skušnjavo. Amerika je dežela skušnjav, Hollywood pa je, kako bi rekel, ta ringmaster. Ne? Ja, samo, a veš, Nemčija je pa dežela discipline. Jaz imam pa eno vprašanje, ki ga nikoli nisem našel odgovora. Torej, Peter je Helgejev sin. Helgejeve žene oziroma Petrove matere nikoli ne spoznamo. Glede na to, da je Helge pač iznakažen in tudi ima psihične težave, kak je potem samoumevno, da se tu najde neka ženska in zakaj ni vključena potem? Ali je to samo zato, da se cel cel sprašuješ, kdo je Petrov oče? Ali je mogoče izpadla pri montaži? Ali kaj mislite, da je bil razlog? Sprašuješ, kdo je Helgova žena, kdo je mati od Petra? Ja. Tega ni not. Šel sem potem gledati po vseh teh, je neko ime, nekje omenjeno in da se nikjer ne pojavi. Priznam, da nisem segel do tja in kudos za ta tangentni Madhouse. ne, res nisem o tem študiral. No, se je roko na srce velike takih, ne? Kar mene pač, in to sem hotel prej začeti, kar mene pri tej seriji pač predvsem moti, je pa to, da je veliko niti, ki jih kljub tej zelo natančni strukturi, kako so naredili vse skupaj, kako so povezali, pa so veliko je niti, ki prvič se grejo v slepo črevo, skratka, nekdo potuje nazaj, pa je ona, ki jo vbije njena lastna mama, pač tisto nima nobenega smisla, tista njena štorija nikamor ne pelje, nič ni s tistim, nič ne vpliva na na glavno štorijo, tisti sam dodaja k neki zakompliciranosti serije, to je prvo, drugič pa je kup nekih neodgovorjenih vprašanj. Tudi nikoli ne zvemo, zakaj Noa muči une otroke in jih pobija, recimo, ne? Imamo odgovor. Naslednje, samo naslednje. Noah testira eno časovno mašino. Tisto je ena preizkusna časovna mašina, ki jo testira. Vprašanje je, zakaj jo testira na otrokih, je zato, ker se privlači duhovnika, kaj pa drugega. Ampak reče nekje v seriji, tako kot ne moreš izumiti avta, če nisi prej izumil kolesa, tako ne moreš izumiti te dovršene oblike časovnega stroja, če nisi prej te umestne faze imel, in to fazo izpolnjuje Noah. Izumlja nek prototip, ki je nujen za to, da pridemo potem do onega časovnega stroja, ki deluje. Ta časovni stroj deluje, ampak pobija slepi ljudi in jih pošilja skozi različne časovnice. To je sicer res, ampak kako Noah to svoje znanje tega časovnega stroja preda komu? Na koncu časovni stroj vseeno izumi Jonas sam globoko v preteklosti.
A ni tako? Noah je zelo drug časovni stroj, Tannhaus s katerim je zelo on pride nazaj v preteklost, da ga lahko njegova sestra potem ubije. Tudi Helge pošlje na eni točki nazaj, zato da sam sebe ustavi. Kar je pač vse v sklopu tega lupa, in on zgolj z tega, to je edini razlog, zakaj on dela časovni stroj. Ne vem pa čisto točno, kako Noah pride iz postapokaliptične prihodnosti v sedanjost oziroma v 80-ta, kjer dela te poskuse. Ja, pol imamo seveda unga policijskega inšpektorja, ki išče morilca svojega brata. Tudi par teh otrok je, ki nimajo nobene identitete. Pač to so neki otroci, ki so ugrabljeni, ki jih najdejo, pa nikoli ne zvemo nič, kdo so bili, kaj so bili, komu so kaj pomenili. Ne vem, pač velike tega stvari, ki meni niso se povezali, oziroma so se zelo slabo povezali z glavno zgodbo, ki pa je bila meni pač preprosto precej annoying. No? Kar jaz mislim, da je tle problem, in kjer spet pač mogoče smo preveč vajeni te ameriške produkcije, ampak ljubi Bog, ta Jonas je tok kafkovski, ne kafkovski, to bi bilo predobro, ampak bolj zupanovski junak z nekim vitalizmom, kjer vsak, ki ima 5 minut časa in časovni stroj, lahko pride do njega in mu reče, to naredi pa bo šlo, in on to naredi, ne da bi in zaupa 5., 6. v vsakem drugem delu bo zaupal drugemu človeku in vsak ga bo nategnil, ker bo imel res tako 5 minut časa. In meni je šel tok na jetra in s to svojo teto, ljubi Bog, no, ožen se z njo, dobesedno. Jaz imam tu en odgovor, ampak je tak meta odgovor, rečemo temu, Jonas smo mi. Ker kaj Jonas? Ne, jaz nisem Jonas, to ne žalim. Samo da tako povem, veš, ker če zdaj samo za nazaj povem, je tako, vse kaj Jonas počne, tako si ti rekel, nekdo ga usmerja in vsak ima 5 minut časa, mu pokaže s prstom, K5, pa to vpraši, pa to nared, ampak kaj on bolj me počne, je samo sprašuje, kdo si, kaj se dogaja, kje sem, ne? A veš, in točno tako se jaz počutim, ko se provam samo spomniti, kako sem gledal za temi presledki. Kje smo, kaj se dogaja, pa koga gledam, naprimer, a veš. In je ta neka, se mi zdi, da v bistvu on je protagonist v tem smislu, da smo pač mi, no, to nekako taka prazna lupinca, in moja kritika Darka je malo tiči v temu, da glavna lika, ne, torej in Jonas in Marta, sta za mene sta malo preveč izpraznjena, in preko motivacij in preko tega, da pač morata nam preveč prostora pustiti, da se mi v njiju naselimo. Am I making sense? Ne, v redu je. Tudi recimo nikoli ne vidimo, vsaj jaz nisem opazil, kaj bi bila tista točka, tehnica, kjer bi recimo Jonas postal Adam, ne? Recimo tudi Marta zelo prehitro rata Eva, v tistem smislu, ko ji povejo, gled, to je tvoj otrok in če ne boš zdaj šla Jonasa ubiti, bo on ubil tvojega otroka in bo pač vse. Ja, jaz sicer lahko razumem, ampak fakt, to je ful abstraktno. Če meni zdaj nekdo pride pa mi reče, gled, nekdo bo tvojega otroka, kakšnega otroka, ki se še ni rodil, ki še ni bil niti conceived, mislim, to so vse tako take, pač ja, motivacija je absolutno preveč abstraktna. Pa plus tole imam pa pol, ker bom tudi govoril sam o eni seriji, ko gledam, ful mi gre na jetra, ko ljudje potujejo po času in naenkrat ful ljudi potuje po času in potem se srečajo in se vsi sprašujejo, čakaj, kdo si pa ti, kako si pa ti tu? Ja, pizda, no, če ti potuješ po času, lahko še kdo drug. To je prva stvar. Druga stvar, ki me pa blazno moti pri teh filmih je, serije, da ti potuješ nazaj in srečaš, ne vem, bivši svojega sebe in buliš vanga, tako, da si zlukne, a pa še pol tako, mama, ja, ljubi Bog, potuješ v času, nisi še rojena, valjda da ne ve, da si to ti, no, pa dej mir, no. Tukaj bi komot lahko rekel, veš, če tam v prvi sezoni komentira Matrico, a Back to the Future pa ni pogledal, veš. In to me včasih res me to moti, pa te, a veš, policijski inšpektor, neka ženska pride k njemu in mu ne pove imena, ne pokaže mu osebne nič in on jo bo zdaj pelil v zapor k temu norcu, v katerem tudi ne ve nič in kar zaupa in pa mu daje najbolj tako abstraktne, zlovešče odgovore. Ja,
mogoče ne vem kaj in si tako, ja pizda, no, kdo se tako v realnosti obnaša? Meni je zdaj tako za nazaj, veš, ko imam neko distanco, zdaj, torej 6 mesecev od mojega gledanja, ne, 3. sezone mi je tako, ful mi plota ostane, vseh teh zapletov, pa sci-fi, pa tako naprej, ampak odlikov pa imam ful malo v spominu. In je tako, komod si predstavljam pisateljsko sobo, ki je polna rdeče vrvice na buckah zapičenih zadev, pri likih pa mi zelo hitro zmanjka. No? Mislim, tako, se vem, da v zgodbi imaš tako, ali boš dal neke na emocije, pa na karaktere, pa tako naprej, ali pa na plot, pa zaplet, pa kako zgodba neko progresijo fura. Ne? Ja, ampak tukaj pa hardcore, to je pa res takšen hardcore na cajte, da si tako, wow. Da kar malo zmanjka. No? Včasih se prav vprašaš, a Jonas res more sam tam stati na dežju, pa spraševati, pa kdo si ti, pa kdo sem jaz. Pa, a veš, mislim, tako, že v nebo pijoče manjke vidim tukaj, ne? A veš? Drugače moja teza, ki mislim, da je sicer genialna, je, da je pač všeč mi. Ja, pač pohvalim se. Autogeneza genialnosti je to. Ja, pač moram reči, da jaz sem pa pripričan, da je profesor oziroma ki je naredil časovni stroj, ki je razdelil obe vesolji, da je bil plačen za firmo, ki dela dežne plahče rumene. Ker so jih imeli v obeh vesoljih, pa ful likov naenkrat, pol v drugi sezoni se ti rumeni plahči namnožijo med vsemi in vsi nosijo rumene plahče. In je prav tako, mislim, vem, da je Vinden sicer pač tako jedrska elektrarna, kakšen kisel dež pada, domnevam tam okrog, ampak vsem se mi zdi malo too much. No? Ja, vidiš, jaz pa ga nisem uspel našti tega rumenega plašča, ne, da kupiti. Ampak, da se vrne k tezi, bi se strinjal, čeprav mogoče ne tako harš z oceno, da tukaj fura čista struktura. Glavni protagonist je struktura in vsi te liki so samo elementi, funkcije v tej strukturi, ki jo poganjajo. Ne. Ampak mogoče v droben zagovor vendar nekega, kako bi rekel, character developmenta, na katerega sem prej namignil, ne, to kako različni so mlajše verzije od starejših verzij sebe in kaj se jim zgodil mes. Mogoče, če se vrne k grškim elementom Darka, ne, to, da Marta igra Ariadno v šolski predstavi gledališki, kjer potem seveda Jonas igra Tezeja, ki mora ubiti Minotaura na sredini labirinta, ne, nam poda tudi neko, kako bi rekel, strukturo grške tragedije ali pa nasplošno tragedije, kjer imaš opravke z liki, ki so neke bolj kot subjektivitete psihološke, emocionalne in tako naprej, so neki principi. Ne? In če pogledate, kaj je Jonasova motivacija, konec bolečine in trpljenja, ne? Kar je bil natanko cilj, on hoče preprečiti ne samo za sebe, ampak za celoten Winden, celoten klan incestuozno povezanih sorodnikov. Hoče prekiniti to bolečino in trpljenje, kar je natanko cilj po starem dobrem Aristotelu tragedije, ne? Očiščenje, katarza, čutku groze in sočutja. S tem, ko Jonas prekine ta cikl groze, bolečine in trpljenja, kot sam pravi, in sočutja, ki je pade pa na stran nas, gledalcev, ki naj bi sočustvovali s temi trpečimi liki. Hegelov twist, ki je, se mi zdi, zanimiv glede na Aristotelovo teorijo tragedije in pride prav tudi pri analizi Darka, pa je v temo, da ni dovolj gledati like, ki trpijo, ampak liki morajo trpeti, pravi Hegel, zaradi svojih lastnih etičnih principov. Ful dobro si to razložil. Se strinjam s tem, da kljub temu, da liki niso razdeljeni na osnovi enih teh arhetipov, pa vseeno delujejo. In mislim pa, da za razliko od Aljoše, meni se je pa zdelo, da je transformacija Jonasa v Adama vseeno dost vidna. In zgodi se sicer tam v tistih letih v 19. stoletju. Tam vidiš, da vedno bolj trpijo, vedno bolj se prepirajo in pač on pride počasi do tega, da potem svojo mamo beg spravi. Ne? Kar je, mislim, da
glavni klik pol. Ne? Jaz pa bom Aljošo štango držal, bom tako rekel, da pač ta sprememba iz protagonista v antagonista, ne, je bolj ali manj izvedena na neki vizualni ravni, ne, v sopostavljanju. Kar je ok, čisto legit, ampak za, rečemo temu, zopet zlata doba post Sopranotovi karakterne študije na TV-ju, ki jih lahko spremljamo, pa malo umanjka. Vsaj meni, no. A veš, da bi vse te motivacije pa spremembe velikih mogle biti bolj pokazane, ne pa zgolj površinsko nakazane. Ne? Meni je to umanjkalo. No? Ne, to se strinjam s tabo, ker preko smo se menili o melodrami pa žajfenci. Mad Meni so tipičen primer tega, da je totalna žajfence. Tam v bistvu gledamo o tem, kako se ljudje zaljubljajo, ločujejo, napredujejo v službi, ampak so liki toliko zgrajeni in plastični, da ti je tudi to zanimivo. Medtem ko tukaj pa res ta točka ne gre pol skozi. Jaz sem na primer, sorry Mirt, vem, da si roko dvignil, da bi nekaj še povedal, samo nekaj se mi zdi, da v bistvu je pa zanimivo, da napram zdaj te res v narekovajih žajfenca sistemu, kjer pa jaz sem tvoj brat, pa kao moja sestra, ki je prišla od mrtvih, pa ne vem, whatever, ne, jaz sem tvoja, ne, bla bla. Je pa zanimivo, da so tle ta osnovni liki v prvi sezoni, ki jih spremljajo, ki jih prva sezona zelo dobro vzpostavi, ne, vsi so zelo pomembni, tako da tudi na koncu, ne, imaš feeling, da je ta pomembnost kar dobro razporejena, kljub Adamu, Evi pa tako naprej, ne. In tudi naprimer napram ostalih popularnih serij, ki se lotevajo teh žajfenc varianta, ne, da pač niso stranski liki zgolj neki mehanizmi, ne, ampak da imajo svoje loke, imajo svoje drevesa, imajo svoje motivacije, vse do neke mere izdelane, ne. To se mi pa zdi, da pač se potem mogoče na neki točki lahko vprašam, a veš, a so snovalci serije s preveliko žlico zajemali, pa potem preplitko žlico uporabljali, ali pa bi morali mogoče začajno žličko vzeti, ki pa vseeno malo več gramov čaja zajame, a veš. Kakšne prispodobe. Ja, jaz sem ful na čajih trenutno, sorry. A veš, kaj mislim? Zanimivo mi je pri tej seriji, da kljub temu, da se na koncu vse zrušim v to Marta, Jonas, Adam, Eva plus Klaudija, ne, varianto, da pa ostali liki imajo vse svoje špore zelo jasno postavljene in so pomembne tudi za osnovno zadevo. Ne. Ker pa rečemo od nekih osnovnih, rečemo Buffy, ki trenutno spremljam, tam so liki zelo hitro lahko za kjero epizodo ali pa par epizod na stran porinjen, ker pač ni pomemben. Tukaj pa tega ne moreš narediti, ker izgubiš ful. Mislim, in to je seveda vse posledica tega strukture pa plota, ki je nad vsemu. Zdaj, a je to plus, a je to minus? Ja, evo, tu smo zdaj, vidim dva lika, ki imata, pa Aljoša, ki gleda malo po stran. A veš? Ne vem, no. Jaz gledam v stran, ne po strani. To sta dve zelo različni stvari. Zopet v drugo ponižno jemljete za nazaj. Ne, hotel sem pritrditi, da je recimo na primeru razvoja Adama iz Jonasa, da je cheap trick to, da mu daš to deformiran obraz, ki se tako radikalno razlikuje od tega lepega germanskega blond fanta, ne, kot ta zlobni antagonist, ne, ki nemogoče je, da bi to bila ista oseba, ampak jaz mislim, da so to naredili predvsem zato, da bi lahko potem presenetili. Ne, ker, da skrijejo. Da skrijejo, ampak mislim, da gre to skupaj z enim trendom, ki se je razvil v predvsem detektivskem žanru, ki je drugače celo svojo uro bi potrebovali še za to razlagati, ampak veš ta prehod, recimo, če gremo od Star Wars pa do Fight Club, se zgodi premik iz tega, da se glavni antagonist izkaže za svojega očeta, kjer se ponovi ta osnovni
freudovski motiv upora proti očetu, razrešitev Oidipa, etc. Skratka, nek določen tip družinske drame z naprej danimi pozicijami, do Fight Club razkritja, kjer se ugotovi, kaj da antagonist, to si ti sam. Ne? Se pravi, se ukine sama družinska struktura, Oidipov kompleks, etc. in nastopi ta neka refleksija samega sebe kot zlikovca. Ne? V tem smislu so tudi prej omenil, da Jonas in Adam nista tako zelo različna. Počneta isto, samo iz dveh različnih pozicij. In da v smislu tle ni, ne samo da je slab karakter razvoj, sploh ga ni. To je isti lik, ki se ne razvije v bistvu nikamor. Ves čas žene k istemu. No, to je tudi super perspektiva. Jaz sem hotel mogoče, ko se počasi bližamo koncu, postaviti eno vprašanje pač vam vsem. Namreč na koncu, zdaj vemo, pač na koncu ona dva rešita, preprečita prometno nesrečo v tem izvornem svetu, tega sina in njegove žene ali punce ali karkoli že je, in seveda otroka, in s tem preprečita, da bi tale gospod kadarkoli razvil časovni stroj. S tem pa seveda uničita same sebe, skratka svoj obstoj izničita in izničita obstoj dveh Vindenov. In zdaj je tu zame pač ena zanimiva moralna dilema. Pač ok, Jonas pravi, da bi rad izničil trpljenje. Ampak, a je bolje izničiti trpljenje in ne eksistirati, ali je boljše eksistirati in trpeti? Pa ni da vsi trpijo, saj ni Vinden, kada so vsi verterji. Pač vseeno, eni se imajo tudi čist fajn. Pač zanimiva dilema se mi na koncu postavlja. Jaz razumem, pač hočeta preprečiti, recimo, če hočeta preprečiti katastrofo, to nuklearno katastrofo, jo pa preprečita s tem, da uničita vse. Tudi tiste, ki preživijo nuklearno katastrofo. Skratka, in na nek način izničita dva svetova, cela svetova. Ko sta svetova enkrat eksistirata, je pač in se ti zavedaš, da eksistirata, je pač vprašanje, a imaš ti moralno pravico, da ju izničiš. Čeprav ju izničiš na način, da nikoli ne bosta obstajala. Jaz trpim pri tem vprašanju. Ja, če bi probil iz etičnega vidika, v 3. sezoni vsaj ves čas poudarjajo, da Adam in Eva sta začetek in konec. In zato, ker sta začetek in konec, imata moralno pravico ne začeti. S čimer pridemo na tisto zopet starogrško osnovno vprašanje. Najbolje je ne biti rojen, ta iz Sofokleja, pa se ponovi še v več drugih delih. In potem imaš ta judovski twist. Ampak kaj ta sreča doletile redke? Kaj pomeni ne biti rojen? Ne pomeni preprosto iti iz ne biti ubit, tako kot smrt ne pomeni preprosto iti iz biti ubit. Napak si predstavljamo ta moment ne biti rojen. Jaz mislim, da to, kar Adam in Eva / Jonas in Marta naredita, je, da ne rodita. Izbereta raje ne biti rojen, kar ni isto kot ubiti vse. Okay. Se pravi, izberete abortus zase. Izberete vnaprejšnji abortus, izberete ne biti, dobesedno. Kar je po naključju tudi staro nemško filozofsko vprašanje, zakaj raje biti kot ne biti. Obstaja nek privilegij biti v zgodovini filozofije, ki ima tudi konec koncev moralne konotacije, zakaj raje biti kot ne biti. In Dark zastavlja vprašanje, zakaj pa ne raje ne biti. Netflix je plačal, pa treba. No, ampak v bistvu, če pogledaš, da s tem, ko ona dva to preprečita dejansko uničenje sveta,
ker ta svet, v katerem ustavite prometno nesrečo, s tem tudi ustavite uničenje tega sveta. In hkrati vemo, da zaradi tega, ker ljudje ne znajo pustiti sodov, na katerih piše radioaktivno zaprtih, pač uničite, pride do pač apokalipse v onih obeh svetovih. Ne. Tako da to je nekako dobro, da ustaviš izničenje enega sveta in apokalipso na dveh. No, definitivno jaz mislim, da mora Nemčija malo pogledati varnostne nastavitve v svojih jedrskih elektrarnah, ki tam je bila una, ki je bila šefica, je pol cajta ni delala, Klaudija, pol cajta kar nekam šla, una tajnica je spraševala, a zdaj so pa uni Francozi prišli, ko jih jebe, grem jaz po svoje, mislim, sorry, to so eni veliki varnostni riski. Pa tudi to, potem, gled, tu smo zabetonirali, ja, ampak mi imamo tu zdaj nalog in bomo gor vtrgali, kaj je z vami narobe. Mislim, to nam da, ko bi rekel, dobro izhodišče, zakaj kaj takega ne bi posneli na slovenskih. Vse predpostavke imamo, incestuozno okolje, nuklearka, nek protofašizem. Mislim, ko rekel, elementi so tukaj, samo še se zložiti skupaj eno dobro TV serijo ob nuklearki Krško je. Ja, gled, Netflix še ni vrgel te torbe denarja v našo smer, no. Bomo še malo čakali. Ok, jaz mislim, da smo bili kar izčrpni, kdo hotel še karkoli dodati, povedati. Jaz bi samo še nekaj vprašal. Ja, pardon. Aha. Ne, ti kar vpraši. Ljubezen. Ja. Kaj je to? Ja, ne. Ker se mi zdi, koliko se spomnim, pa komot me popravi, zopaj bom eno tezo vrgel tlele na mojim sogovornikom tukaj. V zadnjem ali pa vsaj v zadnjem, v končnici loka Jonasa in Marte je ta ljubezenski moment zelo prisoten. Ampak ta, kako na temu rečem, ta njuna ljubezen je kao v prvem, drugem, tretjem delu, v prvi sezoni nekako zastavljena, povedana, pokazana, pa tako naprej. Pa je nekako kar per se zagotovljena preko različnih zgodovin, pa svetov. In na koncu tudi se mi zdi, da v bistvu je nekako tudi njuno vprašanje, a se imamo midva dovolj rada, da skupaj obstajamo, ali lahko gremo onkraj tega, pa pomagamo. Ne vem, to je eno vprašanje, ker ne vem. Ne, se bo gledal se. Ker to se mi zdi, da pač ta dva lika sta zelo zmedena, pa se mata rada, pa tudi kljub njunim prešušniškim zadevam, se vedno najdeta. Ne? In nikjer ni nekih garantov pokazanih, ampak pač kot neka omniprezentna, rečemo skoraj da biblična navezava, fatalistična navezava, da se zopet najdeta, da se imata vedno rada preko časa in prostora in fizike in matematike. Ne? In se mi zdi na koncu ta moment, predvsem zadnji del, ko že one kresničke padajo na njiju dva, kao tak zelo čaroben in magičen, pa tak naprej. Tako da nekako, to kaj je Mirt prej rekel, veš kao, da a se ona dva odločata o biti, ne biti, kao ne, je ta ljubezenski moment mogoče v tej enačbi malo umanjkan, kljub temu, da nam serija non-stop skuša povedati, ona dva se imata rada, ona dva se non-stop iščeta, kljub temu, da se včasih porežeta, ubijeta, iščeta, a veš, mislim, tako je, tako zelo, nič nismo o temu rekli. No? Taka je ljubezen, nisi gledal Marriage Story. Mislim, tudi tam se režejo, prepirajo. Sem pač ni lukne v knov. Ja. Igor. Poleg tega si ti ful zagovarjaš Interstellar in to, da ima čist vredu konec. Come on. Ne. Tam je še bolj za lase privlečen. Nič slabšalnega tukaj s temu ne slikam, nič slabšalnega ne slikam, samo pač mogoče, kaj hočem vprašati, a se vam zdi zraven vseh motivacij, da se vesta folk v Windenu požene v to iskanje lastnega porekla in seveda v genezo nekih novih porekl pa novih zgodb, da je pač tukaj še pač ta zgodba njune ljubezni, ki pa je vedno nekako obstranska, nakazana, pa na koncu izpovedana, ampak nikoli izpolnjena. A veš, a imate kakšen odnos do tega? Ker se mi zdi, da serija je želela nekaj povedati, pa ne vem, če je dosegla to ali ni. No?
Mislim, najstnika sta v osnovi večino časa, ko je neka ljubezen, sta najstnika in za prikaz najstniške ljubezni je ta zacopanost pa trpljenje dost na mestu. Okay. Prototip nemškega zaljubljenega najstnika je še vedno Werther. To je. Okay. Ne, ampak resnejši odgovor bi bil v smeri tistega, kar sem poprej rekel, in to je, da ona dva se ljubita do te mere, da sta pripravljali skupaj izbrati ne biti. Mislim, veš, imaš to, dva, ki zbereta bit, sta ona dva, ki rodita tistega unknown karakter, neznanca, ki so obstaja v 3 različnih časovnih pasovih. Hkrati v enemu, tisto je bit njene ljubezni. Tisti neznanec, ki ima 3 različne časovne pasove. Zakaj? Zato, ker je rojen iz 2 paralelnih alternativnih svetov. Kar je lepa kritika, mogoče malo tudi klasične koncepcije ljubezni. Pokaže v bistvu, da to je ljubezen je zmožnost premostiti alternativne svetove, v katerih dva živita, ali pa z veliko bolj klasično Hegelovsko formulo biti pri drugem kot pri samem v sebi. Ampak tisto, kar pa Dark zagovarja, je to, da ona dva izbereta iz ljubezni ne biti. Aha, ok. Nice. Okay. Ja. No, tudi, ker sta teta in nečak, verjetno tudi. To sta že šla v drugi sezoni čez to. Minorno težavo. Jaz sem bolj mislil, da pač, kar si rečeta, pač fuck off, če midva ne smeva, devaj vse odjevati. Jebeš svet, v katerem obstaja tabu in cesta. Tudi to je mogoče. Sicer pa evo, bom zopet tako ponovil, če sta Matrico videla, sta zihar videla vsaj prvo sezono Game of Thrones. Ja. Jaz bi tudi še rad dodal, da sem jaz na Dark gledal kot na romanco in imam en seznam time travel romanc, kar je v bistvu kar presenetljivo bogat žanr in zadnjih par let. The Lake House, ta igrata Keanu Reeves pa Sandra Bullock, malo je počasna, ampak je lušna romanca. Ne bom razkril konca, ampak gre se pa za to, da v različnih časovnih obdobjih živita v isti hiši in si potem pisma pošiljata prek poštnega nabiralnika, ki je nekako magičen ali karkoli. In pisma njuna najdejo pot prek časa in se zaljubita in pač na koncu najdete način, kako mogoče sta lahko skupaj, ampak ne bom razkril. Žena popotnika v času, Time Traveler's Wife, je odlična knjiga, sem slišal, jaz ji nisem prebral, ampak precej ljudi, ki jih poznam, so rekli, da je zelo v redu knjiga. Film je pa tak, je ok, igra pa Rachel McAdams pa Eric Bana. Time travel je tu razložen, da on ima nek gen in enostavno vsake toliko pade v drug čas. In ona je pa potem ga pogreša, pa pol na neki točki on pride do nje, pa ni isto star, pa tak dalje. Je dost dela na tem romantiki, na tej pogrešanju človeka, na tem različnost pa to. Prej pa še skozi čas, ki je ful lahkoten, spet Rachel McAdams pa Domhnall Gleeson, tukaj je film Richarda Curtisa, ki je naredil Love Actually. In spet gre za gensko sceno, tip lahko potuje skozi čas in to izkoristi za to, da dobi Rachel McAdams in pol poskrbi za to, da jo ima. Je pa konec presenetljivo ne sci-fi ali kakorkoli, ker on v bistvu na koncu filma pride do točke, kjer postane toliko dober človek, da vsak večer preden zaspi ne rabi iti nazaj spreminjati nič v tistem dnevu, ker je povsem srečen, ker je vse naredil prav. Kar je kičasto, ampak hej, tip je naredil Love Actually, tako da. Ja. Pol pa še Palm Springs, ki pa je Groundhog Day romanca z znanostjo pa z Andyjem Sambergom, ki ga so agenta nikakor nočeta gledati, ker ne vem, kaj narobe z njima. Poglejta, že enkrat Palm Springs.
No, jaz bi tle dodal seveda še Dr. Whoja in njegovo ljubezen do River Song. Z River Song se spoznata na dan, ko ona umre, oziroma seveda ona ga pozna že dlje časa, on pa njo takrat sreča prvič, ko ona umre in potem pravzaprav nekako potujeta tudi nazaj, nekako ko en Tenet, skratka on potuje proti njunemu prvemu dejtu, ona pa seveda že to doživela, tako da nekako tako deluje in je tudi zelo fino, no, tam so še znali pisati Dr. Whoja. Pol pa nekako vrgli kulije stran in pustili, da opice tolčejo po keyboardu. Mito, ti imaš seveda pripravljen Star Trek kotiček. Ja. Prosim, daj, jaz sem se že z deko oblekel in ulegel, da prisluhnem. Ja, zdaj bom prav tako rekel radikalno, pa sorry, kad tim spojilo, ampak to je finale TNG-ja. Ja, to je 7. sezona, 25. pa 26. del in to je del, samo da preberem, da se nekaj zlago. All good things, hvala. Dark je tle koncept pobral. Ta uro pa pol del, da se tako izrazim, se prav ukvarja z tremi časovnicami, kjer se Picardova zavest seli od preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Mora pa rešiti kozmično kataklizmo, ki ima tenetevske premise, torej ker se širi v preteklosti nazaj. Na to mesto ga postavi Q, eno vsemogočno bitje, ki ga boš spoznal v prvem delu TNG. Je pa prav ista fora. On mora sodelovati z preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, da reši katastrofo in vse sedanjosti spravi na originalno realnost. Tako da, če bi bil, mislim, če si tako predstavljam, da sta pisca koliko toliko sci-fi fana, sta zikr ta del pogledala in sta vse tle dobila navdih, kako se s časom da igrati, pa kako v bistvu različne realnosti ali pa linije skupaj spostaviti. No. Mislim, res je skoraj da na nek način koncept copy-paste. Ok. Cool. Me veseli, kmalu bom tam. Ja, 7. sezona, veš, tako. Hvala, to je bil Star Trek kotiček in zdaj seveda napredujemo k naši znameniti rubriki, v katerem poslušamo, kaj je gost gledal, bral in videl in poslušal v zadnjih tednih žanrskega ali pa približno žanrskega ali pa vsaj izjemno zanimivega. Skratka, Mirt, beseda je tvoja, kaj si prebral, pogledal, poslušal zadnje čase? Če pod zadnje čase štejemo samo zadnja 2 tedna, ker zadnje časi so, tako bi rekel, objektivno zelo raztegnjeni, ampak gledalsko gledano zgoščeni v nulo. Sem si pogledal 4. sezono Fargo, pa Perry Masona od TV serije. Čakam še zadnji del, pride danes zvečer od Attack on Titan, 4. in zadnja sezona. To je anime, če poznate. Drugače pa ravno končujem branje slovenskega prevoda Uliksesa, sem ga imel prebran v angleščini pred leti, ampak zdaj sem šel še slovenskega čez. No, in se mi zdelo, da karantena, v pomladni karanteni sem se lotil Vojne in mira, ne, ker je čakal. Mislim, da je za take projekte zdaj treba izkoristiti. Bralske one, ne. Pa Kavafisa, dobro, pesmi to, malo da osvežujem, da ne pozabim nove grščine, bolj kot ne. Lotil sem se pa, lotevam se v bistvu Donetarda, Little Friend, edina od njenih 3 knjig, ki še nisem prebral. Skrivna zgodovina je legendarna, ta lišček Goldfinch ne tako zelo, ampak še eno drži. The Little Friend pa je, mislim, da tako ena od tistih neznanih biserčkov, crime/detective murder mystery novels, ki obeta veliko.
Veš, kaj sem te hotel vprašati, kako je Fargo 4. sezona? Jaz tudi se moram zdaj počasi lotiti. V bistvu je čista mafijada, ni več tisti Fargo, kako bi rekel, groteska, absurda, kako bi imenoval. Je res čista mafijada, ima pa zelo močno je videti, da je zelo v duhu časa, v bistvu gre sosledje zgodovinsko, no smo spet malo tukaj dark, družine, mafijske družine, judovska, kako jo preženejo Irci, kako Irce prežene italijanska mafija in kako nastopi potem črnska. In od tukaj naprej se potem odvija to. In iz tega vidika je zanimivo. Gre malo to American Dark History. Ne? America was founded on crime. Ne? That's why we are obsessed with criminals. In tako naprej. Zelo lepo reflektira in ameriško zgodovino in svojo lastno zgodovino. V bistvu to našo gledalsko lastno fascinacijo s temi novodobnimi BDS-i, ker vemo, da novodobni liki in v TV-serijah in filmih ne more biti enoznačni good guys več. Ne? To je stvar 80-ih, to je stvar Stallona, Schwarzeneggerja in the good guys from the 80s. No? Ta poskuša zdaj reflektirati ta moment in je ful zanimiva. Aha, ok, no, ker ni pa več klasičen Fargo. No? Ni klasičen Fargo. No, ok, pa sej, tle so bile kar dokaj različne sezone, tako da glej. Nekaj si napisal tudi, da poslušaš. Ja, v bistvu ne, poslušam zato, ker igram Haydnovo sonato številka 7, zato ker berem že od pomladi izjemno muzikološko, tudi za laike dostopno študijo The Classical Style, to je v bistvu razlaga klasičnega stila Haydn, Mozart, Beethoven, kako razvijajo to svobodno, prosto sonatno formo iz pravzaprav baročne glasbe. Ne? In glavna tako tudi mogoče za druge umetnosti in zvrsti in nenazadnje žanre zanimivo je to, da njegova glavna teza je, da je baročna muzika obsedena z simetrijo, zato ker je še globoko del te srednjeveške teološke tradicije, medtem ko klasična sonata se osvobodite simetrije, razvija in uplete v sebe dramatiko in pokaže na zelo močen moment komične opere v bistvu pri razvoju sonate. Zaradi tega jo poslušam, ker jo tudi igram, ker se rekel, da malo amatersko igram tudi klavir in zopet karantena je čas za take projekte, se učim na pamet, rad bi šel enega, kako bi rekel, klasičnega Haydna, enega klasičnega Mozarta, pa enega klasičnega Beethovna in potem mogoče bomo že ven iz karantene. Zdaj sem pri prvem. No, ok. Veš kaj, še za konec sem še eno vprašanje, no, ker te imamo zdaj glih tle, pa da bo ta rubrika enkrat tudi kaj gledamo, beremo, poslušamo in pišemo. Skratka, Mirt, a ti pripravljaš kaj novega v kratkem? Pravzaprav, ja, v pomladnem delu sem zaključil s pisanjem, zdaj stvar v lekturi naj bi dobil v kratkem ven, tako da bi spomladi morala iziti predzgodba k Mecočiju, ne boste verjeli. Detektiv Dante, to je mal v stilu Fire Walk with Me, Twin Peaks, in mimo grede Twin Peaks je moja sugestija za neko bot, nekoč v prihodnosti ali po kakšnem paralelnem svetu. Glej, gotovo enkrat pridemo, tudi za nas je ta karantena neznansko dolga, tako da ne nazadnje se mogoče lotimo Twin Peaksa. Bom pa tako rekel, no, zelo se veselimo knjige in bomo prebrali in mogoče se kaj slišimo v zvezi s knjigo. Jako rad. Ja. No, super. Igor, ti si na vrsti, kaj si ti pogledal, prebral, poslušal v zadnjem tednu, kar se nismo slišali? Ja, torej pogledal sem film One Night in Miami, ki je prišel na Amazon in ga lahko toplo priporočam. Daje tak fajn karantenski vibe, ker je v glavnem štorija o 4 tipih v sobi. Ampak te 4 tipi so cool, ker so Muhammad Ali, Sam Cooke, Malcolm X, pa pozabil sem še en igralec, oziroma glih je na točki, ko se odloči, da bo pusto šport in postal igralec. In je
super narejeno, režijski prvenec Regine King, ki je v Watchmenih imela glavno vlogo in mislim res, ful je vredno narejeno, ful je fajn humor noter, pa tako eno pogled ti da v eno družbeno situacijo tistega časa, tudi Malcolma X-a in Muhameda Alija in kako je bilo njuno razmerje, zelo, zelo zanimivo in zelo dobro, tako da ful priporočam. Potem pa sem glavnem gledal Dark, ampak medtem pa je, pač imam otroka, ki veliko glasbe posluša in bere in to in tudi te stvari pridajo do mene in bi torej priporočil še 3 stvari za vse, ki imate otroke. In sicer prva, najbolj sveža je Repki, torej Trkaj Igor Saksida pa ilustrator Igor Šinkovec. Gre za knjigo in CD, kjer so slovenske pesmi prirejene v rap. Izvedbe za otroke in je zelo kvalitetno narejeno, ful zabavno, zelo dobre metafore, ritem, glasbeno je tudi fajn narejeno, res, v redu, super otroška literatura, da tako rečem. Nič manj slabo, podoben kombo CD-ja in knjige Frane Milčinski Ježek in Nana Milčinski in ilustratorka Mojca Fo. Nanine pesmi, to je par let staro že. In spet gre za pesmi, ki jih je Frane Milčinski napisal svoj vnukini Nani, ona jih pa odpoje potem. Tudi zelo lepo narejeno, ful priporočam, lepe pesmi, krasne ilustracije in tudi ful dobra izvedba. Tretja zadeva, pa mislim, da najstarejša, gre pa za plato od Katalene, Incibenci Katalenci, najdete jo na vseh teh streaming servisih ali pa tudi na CD-ju, kar je fajn imeti za v avto. In je, pač so priredbe nekaterih pesmi iz teh knjig Incibenci na Kamenci, ki so pač otrokom res blazno všeč in so dosti tega nonsensa je noter, ki je zelo fajn za spodbujanje kreativnosti. Katalena pa so pač en bolj najboljših slovenskih bendov, po mojem mnenju, in to lepo naredijo. Tako da ja. Ja, ok, Laibach so boljši. Ne, nisem, kako si zašel na Laibach, ampak ok. Mi te je bolj mislil, kakšne henčke ali pa štaljske. Orleki. Tujskih nekaj. Ja, tujskih 7. Najmanj, Mi smo pravlični. Mito, hvala Igor za poročanje. Mito, ti si še vedno vidim, da pri Buffy. Buffy je zakon. Zdaj si v 6. sezoni. Sem pogledal, sem že na 7, ampak torej prejšnji teden sem povedal nekaj o 5. Zdaj pri 6 mi je všeč, ker je šlo zelo naprej. Mislim, da sem na zadnje omenil, da ne vem, kdo je bad guy in pač, ja, se je izkazalo, da je pač moja ljuba Willow bad guy in mi je zelo všeč 6. sezona. Mislim, da je najboljša od vseh. Vem, da ti si bolj 3. pa 4. promoviral neki. Ja, tam so bolj Monster of the Week, medtem ko ta ark pa razvoj karakterja pa definitivno 6. Ja, mislim, da je zelo zrela postala serija v 6. sezoni. Liki niso več tako ob strani prepuščeni pač tem svojim manjšim lokom, ampak da se zelo dobro skupaj poveže. Ti konflikti so dramaturško lepo so postavljeni. Akcija je the best, muzika je the best in res zelo zadovoljujoče. Mislim, tako zrelo, ful zrelo. Tudi z parimi eksplicitnimi, težkimi temami kot posilstvo, nasilje, nek res, tako kako ne rečem, realen horor, ne, ki ga lahko doživiš preko enega takega fantazija. Mislim, da za tisti čas, torej 2002, je se po mojem spominu nekaj kar radikalno norega, ne. Za tako popularno zadevo. No. Tako da ja, sem zelo, zelo pozitivno presenečen. Tudi v 7. zdaj, ker so se karte Orange premešale, ampak
No, bom še videl, pač bom naslednji teden več povedal. Ja. No, super. No, me zelo veseli, da ti je bilo všeč. Ja, šesta, posebej meni en razvoj recimo teh zlikovcev, unih treh modelov, ki so ful smešni na začetku, pa eni piflečki, tako, pa pride šok, ko on ubije Taro. Ja, ne, tudi na začetku, ko tako zlahka jemleš neke gike, pa Warren, ki izdelal del, dobi več, kako naj rečem, mesa na to zlobno okostje, postane kar težko. Ja. No. The best, skratka, v naslednji se slišimo v 7. sezoni, mi to gleda, da bi jedel bombončke. No, jaz sem vmes sicer tudi kar nekaj pogledal, zdaj sem je malo urnik zvečer sprostil, a si pa tudi več časa vzamem in sem pogledal končno The Umbrella Academy, drugo sezono. In moram reči, da tako bom počakal, da če jo imata vidva na seznamu Mito in Igor, da mi poročata, kaj si mislite, ker meni je tako, po eni strani je dobesedna skoraj da ponovitev prve sezone, pa spet The End of the World in kako ga rešiti. Po drugi strani ima tudi tukaj te time travel fora, ki mi gre na živce, ker pač ja, on se kar nekaj vpraša, čakaj, kdo si pa ne vem kaj, se vse skratka sprašujejo vse, čeprav bi mogli vedeti. In je tako, in prvih par delov se nikamor tudi zgodba ne premakne v resnici in ta obsedenost s Kennedyjem, pač ameriška, pač smešna meni sam, ampak vseeno se mi zdi ful dobra sezona, no, spet se narežiš se, zabavno ti je, pač tako, ni dolgočasne minutke, no, čeprav se pravim, malo se vleče, no, na začetku meni vsaj, tako da glej, priporočam vama, no, pogledajte še drugo, meni se je dopadla, no, potem pa sem izpolnil svojo dolžnost in obljubo, kot sem rekel, in pogledal še zadnje 3 Star Trek filme, pred zadnjega in zadnjega celo isti večer, namreč včeraj sem pogledal še zadnja 2 in takole, zdaj najvišjo oceno pri meni od vseh filmov ima ta prvi in zadnji. Najslabše mislim, da mi je bil pač tale Spock, kaj že išče se Spock, kakorkoli. In pa ta The Final Frontier, tam je bil malo nenavaden. Ta Shatnerjev poskus biti Tom Cruise pred Tom Cruiseom in plezati po unem balvanu. Ne, to ne gre. Ne vem, no. V Yosemite je sicer potem iskanje Boga, na koncu se izkaže, da je kar nek model. Postavi ta film na eno najboljših vprašanj. What does God want with a spaceship? Ja, res je. Mislim, to bi lahko kdo z scientologa vprašal. Ja. To je res, ja. Medtem ko je zadnji spet, mislim, da malo popravil ta slab okus. Se mi zdi, da pač ta ful je dober, no, ker se mi zdi, da Kirk vseeno doživo nek karakterni razvoj in da na koncu pač prizna, da je bil totalni rasist do Klingoncev, no. In tudi pač to, tista večera s Klingonci, kjer oni tako z gnusom gledajo, oni pa jim nazaj pač kao, ne samo, da je vaša federacija pač rasistična, tudi samo človeški ste, vse ostalo ste pač kao potisnili na stran. In tako in se mi zdelo zelo, zelo fino. Poleg tega, da je tam kar Christian Slater, v enem prizoru, kar nek pač podbočnik pride in mu pove Sulutu, da je pač kaj že neki. In si tako, to je Christian Slater. Ok, Kim Cattrall je itak igra to vulkanico, ne? Tako da se mi zdelo tudi z tega. Ja, seveda, ja. Tako da kar neki igralci, no. Ne, meni je ta 6. del, vem, da ni ful visoko kotiran, ampak je, veš, po 4., 5., tudi deloma 3. Trek, ki skuša komentirati našo sodobnost, vse takratno sodobnost, ne? Ker leta 91 je padel Berlinski zid, Sovjetska zveza je bila v kurcu, ne? In je ta zgodba deloma komentar o tem, kako bi lahko te različne kulture skušajo sobivati, ne? Pač seveda Klingonci pa Starfleet, ne? In tudi Kirk, ki se tam obnaša kot nek napol pobesnel republikanec, kao let them die, ne? Ta citat je meni beautiful. Mislim, ta igra, ne, ki je res redka za Shatnera, da doseže te emocionalne globine, no. Se mi zdi, da pač ja, meni osebno je pač ja, 1, 2, 6, to najbolj dela, ne, od filmov stare garde, ne. Ja, ful dobro dela. Pa še en trivia, ne vem, če si vedel to, Aljoša, ne. Christopher Plummer je zahteval, da ta kravji drek na čelu, da je minimaliziran, zato da njegova igra bolj pride v ospredje. Da lahko tega Shakespearea, kar se da, najboljše sproducira, ne.
Bil je čudovit. Shakespeare v klingonščini še nikoli ni zvenel boljše, no, moram reči. Ja, skratka, no, in to pomeni, da nekako imam v načrtu, da od jutri naprej, pa mogoče že danes, ker smo končali malo prej, začnem z Next Generation. Farpoint Station na ulici. Ljudje in ljudje res ne boste verjeli, ampak to je bila že naša 75. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatu. Z vami smo bili Mirt, European User Friendly Komel, Okay. Mito, diletant, filozof, Gegič, vam na voljo. Igor, ker pač live, Harp in Aljoša, ne, nisem Jonas Harlamov. Tole epizodo smo posneli znova preko spleta, še vedno z naših domov. Mi se čuvamo, upamo, da se vi tudi s tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje, čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh potovali skozi čas, si prej zapomnite malo zgodovine, da boste lahko svoj izvor dokazali, mogoče tudi kak nogometni izid ali dva, predvsem pa se za božjo voljo preselite iz lastnega kraja, polnega vaših sorodnikov, da ne bo vaš sin, vaš dedek, vaša hči, vaša ljubica ali kaj podobnega. Vem, da je to po kakšnih gorenskih vaseh nekaj čisto normalnega, tudi brez potovanja v času, a vse. To je tako antireklama, to je antireklama za Susaka, veš. In vsekakor ne potujte v času dlje nazaj kot 3 leta nazaj, se takrat še ni bilo podcasta Obod. Za vsak primer pa si, drage bodovke in bodovci, vsekakor zdownloadajte naše epizode in jih imejte nekje na varnem, na kakšnem ključku. Človek nikoli ne ve, kdaj mu pride prav potovanje v preteklost, izpad elektrike, naravna katastrofa ali čakanje na pošti. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobod, na Facebooku in Instagramu smo podcast KM in Obod brez pikc vmes. Tja delimo rajcere, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko smerite vprašanja, pripombe, komentarje, traktate o nelinearnosti časa, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila 75. epizoda, 20. special iz karantene. Če bo vse tako, kot mora biti, se slišimo spet naslednji torek, 2. februarja, ko smo se namenili govoriti o nekem kultnem filmu, katerem boste slišali kmalu. Obodovke in obodovci, imejte se in se poslušamo. Ja, bi zaključil s kako nemško, ali pa kaj, veš, malo smo o tem nemščini. Ja, nič se nisi oglasil, ti si najbolj nemški. Aj,